Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Kaja Beton, direktorica Zavoda za turizem in kulturo Radovljica. Najprej seveda lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Občinski svet vam je na zadnji seji v mandatu prižgal zeleno luč za polni mandat upravljanja direktorice. Seveda najprej iskrene čestitke. Ja, hvala. Se mi zdi, da smo potrebovali tako potrditev zdaj za naslednje obdobje, da bomo lažje delali bolj na dolgi rok. Letos bi se zgodili okusi Radovljice že 10., kolikor ne bi bilo koronavirusa, torej tokrat 8., 28. otvoritev okusov Radovljice. Ja, seveda jesen je v Radovljici čas, ko se vsi pripravljamo na mesec lokalne kulinarike. Tudi letos se bo odvijal v mesecu novembru, se pravi celotni november bo 8 restavracij ponujalo menije iz lokalnih sestavin. Cena tega menija je enotna, to je 26 €, kar je nespremenjena cena od lanskega leta. Sicer pa sama otvoritev bo pa že nekoliko prej, 28. oktobra jo načrtujemo na Linhartovem trgu tokrat. Seveda prvi del te otvoritve predstavlja tržnica lokalnih dobaviteljev, ti so pomemben člen naše kulinarike in smo zelo zadovoljni, da jih imamo v lokalnem okolju in se na ta način predstavijo javnosti. Potem se pa dogodek nadaljuje v gostilni Avguštin, ki je že kar nekaj let tudi partner Okusov Radovljice, tako da tam bo pa ta otvoritvena večerja za goste. To otvoritveno večerjo skuhajo šefi skupaj, kajti sodelovanje je tista najbolj pomembna rdeča nit teh naših Okusov Radovljice. Vsako leto se vam pridruži kakšna nova restavracija, tudi tokrat je tako, in pa nova ponudba picerija. Ja, letos imamo 2 nova člana Združenja Okusi Radovljice, ki sta navdušila. Eno je restavracija Manu iz Žirovnice. Restavracijo vodi Martin Gluščič, ki je že bil prej tudi član Okusov Radovljice z takratno restavracijo Center. Drugi nov član je pa Buffy House of Pizza. To je pa v bistvu zelo priljubljena in nekoliko posebna picerija v Radovljici, tako da zaradi tega se nam je zdelo tudi smiselno, da vključimo tudi to vrstno ponudbo hrane, kajti ni res, da so pice vse enake, ni res, da ne morejo biti lokalne, da ne morejo biti bolj trajnostne ali pa bolj iz izbranih surovin, tako da tukaj mislim, da so oni naredili nek korak in je prav, da jih vključujemo. In ker pravijo, da na mladih svet stoji, vi pa ste se lotili za otroke pripraviti baje odličen program. Kako ste se ga lotili in kakšen program naj bi bil? Ja, mi se že nekaj let trudimo, da vzpodbudimo tudi obisk Radovljice v jesenskem času, tako da smo v tej koroni spoznali, da so slovenski gostje tudi tisti gostje, ki jih imamo zelo radi in ki nam lahko prihajajo praktično celo leto. Tako da ta jesenski počitniški program je namenjen družinam. Odvijal se bo na različnih lokacijah, se pravi, in taki, bom rekla, najbolj ključne stvari so jesenski viteški dan na gradu Kamen recimo, potem poleg tega bomo imeli dneve odprtih vrat na kmetijah in tukaj mislim, da so otroci zelo zadovoljni, ko lahko se približajo življenju na kmetiji. Tako da to je druga stvar. Potem pripravljamo delavnice, tudi Radolška tržnica, ki se odvija sicer vsako prvo soboto v mesecu na Linhartovem trgu, bo v sklopu počitniškega programa obogatena z programom za družine, z izmenjevalnico igrač na primer. Tako da različne stvari se bodo dogajale tudi v Linhartovi dvorani, bo bogat program kino predstav in res vabimo vse, da si ogledate program na naši spletni strani in pridete k nam.